Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, udeleženci športnih iger Slovenske demokratske stranke in dragi prijatelji. Dovolite, da vas vse prisrčno pozdravim v Vojniku, kjer smo se zbrali na tradicionalnih, letos že 19 letnih športnih igrah. Tako en nagovor sem naredila, sedaj pa bi vljudno prosila gospoda oziroma lastnika, ki ima svetlo-modro Škodo, da gre odmakniti, je pred šotorom. Bom nadaljevala. Člani Slovenske demokratske stranke smo zelo družabni in se radi srečujemo ne le na političnih shodih, temveč tudi na kulturnih in športnih prireditvah. Danes se je tukaj zbralo preko 200 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se pomerili v različnih športnih disciplinah. Verjamem, da že vsi nestrpno čakate, da s kolegi in s kolegicami podelimo nagrade. Vreme nam je bilo danes naklonjeno. Temperature so bile za športno udejstvovanje ravno pravšnje, da vam in tudi nam ni bilo prevroče. V posebno veselje nam je, da lahko danes med nami pozdravimo tudi evropskega poslanca, dr. Milana Zvera, poslanke gospo Jelko Godec, ki je žal že odšla domov, ter tudi preostale poslance, gospoda Bojana Podkrajška, Marjana Pojbiča, magistra Dejana Kaloha, Borisa Doblekarja, Franca Rosca, Francija Kepo ter tudi gospoda Ljuba Žnidarja. Seveda je vsem nam danes tudi v posebno čast, da je z nami tudi predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Šport je ena od osnovnih sestavin kakovostnega in zdravega življenja. Poleg tekmovalnega športa, katerega namen je doseganje vrhunskih izidov v domačem in mednarodnem merilu, spodbuja moderna družba šport za vse. To je športna vzgoja v šolah, športnih društvih, rekreacija, zdravstvena in preventivna vzgoja ter tudi invalidski šport. Športni forum Slovenske demokratske stranke združuje športne navdušence in simpatizerje športa ter povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih dejavnosti. K besedi bi najprej povabila predsednika športnega foruma Slovenske demokratske stranke, Gregorja Slabeta, da nas pozdravi. Prijatelji športa, kako ste? Ste se imeli fino danes? Dajmo en velik aplavz za Vojnik in organizacijo športnih iger tukaj. Zahvala, da smo danes tukaj v Vojniku, gre predvsem mojemu kolegu v IO-ju, tukaj je Damjan Muzel, vstani. On je bil prvi, ki je prišel z idejo, da bi na Vojniku imeli športne igre. Zahvala gre tudi Gašperju Predaliču. Kje si, Gašper? Ja, ni, tu si. No, on je vodil celotno koordinacijo med športnim forumom in Vojnikom, da se uspele te igre. Smo tudi veseli, da je bila taka številna udeležba danes, da so tudi prišli naši poslanci.
in da je z nami tudi spoštovani predsednik, gospod Janez Janša, da smo skupaj lahko odigrali tole tekmo. Zdaj pa imam pač eno idejo za naprej, za lokalne volitve. So 2 meseca v bodočnosti. Zdaj pred sabo smo zdaj trenutno nabirali energijo, ki jo bomo rabili za jesen. In praktično celotna država je že obarvana v rumeno barvo. Zato zdaj, ko imamo mišice ogrete po teh športnih igrah, pa smo se fino tudi najedli, naredimo en močen juriš na Ljubljano, na zadnjo rdečo trdnjavo v tej državi in jo obarvamo v rumeno barvo. Hvala in srečno. Da smo se danes tukaj zbrali v tako velikem številu, je dokaz, da nas je vedno več z željo po demokratični Sloveniji, ki bo enaka za vse. Slovenska demokratska stranka je vedno bila, je in bo tudi v prihodnje stranka prihodnosti. Slovenci si življenja brez glasbe ne znamo predstavljati. Zato na voder vabim Ansambel X, ki nam bo dogajanje popestril svojo glasbeno točko. Se vraća isto će mati stara života ostala sama odhajao sam od doma stran ni svih ni vidim Katerino vraz je bil so zdrav, oče pa takrat mi je bila. Slovenija je domovina tvoja, ki jo nikoli ne pozabiš nikomor. Rešim napisano je posod, da svetu spremlja, saj prsti pije slovensko mi srce. Spremljajo posod, pa srce grejejo in mojo pot, da raz pozabim jaz ne bo, mati moja, oče in moj. Slovenija je domovina tvoja,
predčasne volitve, na katerih je Slovenska demokratska stranka dosegla odličen rezultat. Kmalu pa nas čakajo tudi lokalne volitve, zato je prav, da se danes malce sprostimo in si naberemo novih moči za delo na terenu. Sedaj bi pozdravila tudi župana občine Vojnik, gospoda Braneta Petreta. Na oder pa bi povabila mlado glasbenico Nino Lampret, ki nam bo odigrala svojo pesmijo. Upam, da veš, da prav vsak tvoj korak me obnori. Ko tu sedim, gledam v tla, a potiho želim, da bi opazil meni, da govorim, še jaz sta tvoj nasmeh. Vim v različnih svetovih živiva in vim, druge stvari si želiva in vem, da drugačna sem, če bi videl ti. Zate ukradla bi zvezde in okrasila zemljo, le zate storila bi to. Veš, da le zate pričarala srečo in napisala ime in tvoje srce na nebu. Če bi le znala kako, vse je zaman, vedno ostala bom tu in ti tam, na drugi strani te sobe čakala na dan, ko namenim je to, pa boš pozdravil. Čutim in kar lepo je, to vse si mi ti, a prehudo je in preveč boli, to na me ne bi spoznal. O, jaz saj vem, v različnih svetovih živiva in vem, druge stvari si želiva in vem, da drugačna sem, če bi videl ti. Zate ukradla bi zvezde in okrasila zemljo, le zate storila bi to. Veš, da le zate pričarala srečo in napisala ime in tvoje srce na nebu. Če bi le znala kako. Če bi le znala kako. Danes so se tekmovalke in tekmovalci pomerili v malem nogometu, košarki, odbojki, šahu, tenisu, namiznemu tenisu in krosu. Prav je, da najboljšim podelimo medalje in priznanja ter seveda pokal za najboljši občinski odbor Slovenske demokratske stranke. Jaz bi na oder povabila zdaj mojo pomočnico Karmen Kozmus in pa bomo kar podelili prvo disciplino, tek moških do 15 let, pa bi prosila gospoda Bojana Podkrajška, če se mi pridruži na odru, da podelimo seveda priznanja in pa pokal, medalje. Drugo mesto v teku moških do 15 let je prejel Perc Patrik iz Vojnika.
Prvo mesto v teku moških do 15 let pa prejme Denis Ravnak, ravno tako iz Vojnika. Sledi disciplina tek moških v starosti od 16 do 30 let. Tretje mesto prejme Domen Hribernik iz Vojnika. Pozabila sem povedati podeljevalca, gospoda magistra Dejana Kaloha bi povabila. Čestitke Domnu, drugo mesto prejme Rene Pernek iz Maribora. Prvo mesto v tej kategoriji pa je pripadlo Martinu Pintarju iz Škofje Loke. Martin je že šel, tako da bomo shranili priznanja in pa medaljo, pa mu bomo potem kasneje predali. En aplavz torej za ta dva pogumna fanta. Zdaj pa, ker je magister Dejan ravno že na odru, bo podelil še naslednjo disciplino in torej tek moških od 31 do 40 let, katero drugo mesto je zasedel Omer Hodžić Jure iz Vojnika. Je tudi pobegnil. Torej, tudi Juretu bomo naknadno podelili priznanje in pa medaljo. Prvo mesto pa je zasedel Andrej Senegačnik iz Vojnika. Se vidi, da rad teče, je pretekel še na oder. Andrej, vam še za Jureta, no? V kategoriji moških, starih od 41 do 50 let, pripada tretje mesto gospodu Robiju Prosenaku iz Slovenskih Konjic. Na oder pa vabim gospoda Franca Rosca, da podeli nagrado. Gospoda Robija ni. Drugo mesto je zasedel gospod Fele Filip iz Litije.
tej kategoriji pa je zasedel gospod Milan Hribernik iz Vojnika. In še zadnja kategorija v krosu, torej tek moških nad 50 let. Drugo mesto je zasedel gospod Jože Muzelj iz Vojnika. Prvo mesto v tej kategoriji pa pripada gospodu Boštjanu Šuhelu iz Laškega. Na oder kot naslednjega podeljevalca vabim gospoda Gregorja Slabeta in sicer bomo podelili kategorijo tek žensk od 16 do 25 let. Tretje mesto v tej kategoriji je danes zasedla Maruša Škrinjar iz Slovenskih Konjic. Drugo mesto v tej kategoriji je zasedla Lucija Pristovnik, ravno tako iz Slovenskih Konjic. Prvo mesto pa je pripada danes Barbari Fijavš, tudi iz Slovenskih Konjic. Naslednja kategorija je torej tek žensk od 41 do 60 let, katerega tretje mesto je zasedla gospa Marija Železnik iz Vojnika. Gospa Marija je žal odsotna. Drugo mesto je danes pripadalo gospe Suzani Rozman iz Slovenskih Konjic.
Prvo mesto pa je zasedla gospa Katica Muzelj iz Vojnika. Iskrene čestitke. Pa ne, Gregor podeli še zadnjo disciplino tek žensk v starostni skupini nad 60 let. Tretje mesto je danes zasedla gospa Adriana Globokar iz Ljubljane. Gospa Slavica Lednik iz Vojnika. Tudi prvo mesto gre danes v Vojnik in sicer gospe Zdenki Brecelj. Na oder bi povabila evropskega poslanca, dr. Milana Zvera, da podeli nagrado in sicer v disciplini šaha. Sedaj pa glede na to, da sta pač pri šahu tekmovalo več tekmovalcev, bi povabila na oder predstavnika, ostale tekmovalce pa tu spodaj pod oder, da se boste skupaj slikali. In sicer tretje mesto pripada ekipi Ljubljane. Drugo mesto pripada ekipi Maribora.
pa danes pripada ekipi iz Celja. Vljudno bi povabila tudi ostale tekmovalce, torej, ki so se pomerili v šahu, da gredo spodaj pod oder in da bomo naredili eno skupinsko sliko. Iskrene čestitke torej vsem šahovskim velemojstrom. Gospod dr. Milan, lahko vas prosim še za eno kategorijo. Podelili bomo pokale v košarki. 3. mesto je danes pripadlo ekipi Vojnik 2. Drugo mesto ekipi Polzela 1. In pa prvo mesto ekipa Vojnik 1. Iskrene čestitke košarkašem, sedaj pa bi prosila, da se mi na odru pridruži gospod Marjan Pojbič, in sicer bomo podelili disciplino namiznega tenisa, in sicer za ženske. 3. mesto pripada Jerneji Lilija iz Vojnika. Drugo mesto, gospe Darinki Skaza iz Velenja.
pa gospe Snežani Brumec iz Slovenskih Konjic. Iskrene čestitke vsem. Sedaj pa da vidimo, kdo je bil danes najboljši od moških v namiznem tenisu, in sicer 3. mesto pripada gospodu Vladu Antoliču iz Rogatca. Drugo mesto gospodu Ediju Ravnjaku iz Slovenskih Konjic. In pa prvo mesto gospodu Primožu Pinterju iz Vojnika. Za podelitev naslednje kategorije bi na oder povabila gospoda Borisa Doblekarja, in sicer da podelimo pokale v kategoriji namiznega nogometa. Se upravičujem, malega nogometa, ja. Hvala. Tretje mesto pripada ekipi Vojnika. Prosila, ja, predstavnika, če pridete tukaj. Drugo mesto ekipi Vojnik, se upravičujem, drugo mesto ekipi Slovenskih Konjic. In pa prvo mesto ekipi iz Litije.
Podelili bomo tudi pokale najboljšim v odbojki in sicer 3. mesto je danes pripada ekipi Vojnik 2. Gospod Bojan Podkrajšek. Hvala. Drugo mesto pripada ekipi Vojnika 1. In pa prvo mesto, sem trenutek, ekipi iz Polzele. Priznanja in pa medalje moramo podeliti tudi najboljšim tenisačem. Zato na oder vabim gospoda Lucijana Klemenčiča iz Ljubljane, ki je zasedel 3. mesto. Drugo mesto pripada gospodu Zdenku Ostrovšku iz Šmarja pri Jelšah. Prvo mesto gospodu Borisu Mariču iz Vojnika. Iskrene čestitke. Čaka pa nas danes še naša zadnja naloga, kar se tiče podeljevanja, in sicer podelili bomo pokal za najboljši občinski odbor Slovenske demokratske stranke. Zato na oder vabim gospoda predsednika Janeza Janšo, da podeli pokal najboljšemu odboru. Današnji zmagovalec pokal
medalj za najboljši občinski odbor danes prejme Vojnik.